Pozdravljeni! Danes bomo govorili o bibliometriji. Najprej bomo pogledali, kako merimo uspešnost pri publiciranju posameznega znanstvenika. Nato si bomo ogledali nekaj standardov na tem področju, kot je enotna identifikacija publikacij in avtorjev. Povedali bomo nekaj o akademskih socialnih omrežjih in na koncu kot nek bombonček še o aferah v akademskem publiciranju. Kako se torej meri uspešnost nekega znanstvenika? Načeloma je najbolje, da o tem povprašamo druge znanstvenike, ki delujejo na tem področju. Temu se na splošno imenuje peer review in tako oceno lahko delamo bodisi na nivoju posameznega članka, kar je na nek način standard pri izbiri člankov za publiciranje v revijah ali na konferencah. Lahko pa seveda tako recenzijo delamo tudi na nivoju celotne produktivnosti nekega znanstvenika. Seveda je pa najlažje izbrati za primerjavo, za merjenje uspešnosti neko kvantitativno merilo. To je, koliko člankov je nekdo napisal, katere vrste so ti članki oziroma kje so bili ti članki objavljeni. Načeloma objave v revijah z visokim faktorjem vpliva štejejo več. Drugo kvantitativno merilo pa je število citatov njegovih del, se pravi, kolikokrat so bili njegovi članki citirani v člankih drugih raziskovalcev. Paziti moramo, saj absolutne številke teh dveh kvantitativnih meril so odvisne od strokovnega področja. Na nekem področju X lahko neka številka pomeni veliko več kot absolutno večja številka na drugem področju. Namreč na nekaterih znanstvenih področjih se lahko enostavno več objavlja in posledično obstaja tudi zato več citatov. Na splošno velja pravilo, da eksperimentalna področja omogočajo več objav in posledično tudi več citatov, kot pa zgolj teoretična področja. Kdo zbira podatke o publikacijah in citatih? V slovenskem okviru se ti podatki zbirajo na dveh portalih, to sta Cobiss in Sicris, ki jih vzdržuje Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Podatke o citiranosti ta dva portala črpata iz servisa Web of Science, kar pa ima določeno omejitev, namreč štejejo zgolj citati v revijah na članke objavljeni v revijah in obe vrsti revij morajo biti vključene v Web of Science. Pomanjkljivost tega je, da vsaj na področju računalništva imajo velik pomen in prestiž tudi določene konference, ki pa seveda v tem sistemu citiranja niso zajete. Kdo torej zbira podatke o publikacijah in citatih v globalnem merilu? V mednarodnem okviru je prav gotovo najpomembnejši Web of Science, na katerega se lahko tudi logiramo s fakultetnega IP naslova. To je najstarejši in najuglednejši servis, toda plačljiv. Spremlja citiranost revij po vsem svetu, vendar mora določena revija že pokazati nek nivo, da je sprejeta v Web of Science. Web of Science ima več seznamov revij, SCI so
Science Citation Index, SSCI je Social Citation Index, AHCI je Arts and Humanities Citation Index in ASCI je spisek revij, ki jih Web of Science ocenjuje in se odloča, ali bi jih sprejel v svoj sistem. Vključitev neke določene revije na enega od teh seznam je, kot sem že rekel, je že dosežek sam po sebi. No in potem za vsako revijo v teh seznamih Web of Science računa tako imenovani impact factor ali s kratico IF. To je merilo, koliko so članki objavljeni v tej reviji v povprečju citirani. Zato lahko revije rangiramo glede na impact factor in višji kot ima revija impact factor, večji ugled uživa v znanstvenih krogih. Podoben servis je še Scopus, pojavlja se pa še cela kupica nekih novih servisov, ki so dosegljivi na teh spletnih naslovih. Google učenjak, ki ga podpira Google, pa je prosto dostopni servis, ki upošteva vse akademske publikacije, ki so dosegljive preko svetovnega spleta. Na Google učenjaku si raziskovalci lahko ustvarijo osebni profil in pravzaprav tudi lahko dodajajo svoje publikacije za delitev z drugimi raziskovalci. In na nek način lahko urejajo oziroma popravljajo podatke o svojih publikacijah. Preko Google učenjaka se da tudi komunicirati in sodelovati z drugimi raziskovalci. Obstaja pa na teh akademskih omrežjih obstajajo razni sistemi točkovanja publikacij, citatov in na splošno sodelovanje v raziskovalni skupnosti. Ker Google učenjak upošteva vse publikacije določenega avtorja, je število publikacij in tudi H-indeks oziroma Hirschov indeks običajno za posameznega raziskovalca višji kot v servisu Web of Science. Kaj je pravzaprav ta slavni H-indeks ali Hirschov indeks? No, definicijo si lahko preberete na tem spletnem naslovu. Indeks pa meri ne le število objav posameznega avtorja, ampak tudi njihovo citiranost. H-indeks enostavno izračunamo tako, oziroma ugotovimo tako, da publikacije posameznega avtorja razvrstimo po številu njihovih citatov. In ko se zaporedna številka publikacije izenači s številom citatov, smo s tem ugotovili H-indeks. H-indeks 8, na primer, pomeni, da ima avtor 8 člankov, ki imajo vsi več kot 8 citatov. Njegov 9. članek po vrstnem redu pa mora imeti seveda manj kot 9 citatov. No, v tej zmedi publikacij, ki so danes običajno vse dosegljive na svetovnem spletu, lahko hitro pride do nekega podvajanja, nekih pomot in tako naprej. In zato se je ta sistem identifikacije Digital Object Identifier uporablja tudi za publikacije, znanstvene publikacije. Običajno revija, ki sprejme članek v objavo, besedilo postavi že v obliko za objavo v reviji in temu članku dodelijo številko DOI. In to še preden je članek potem dejansko natisnjen na papirju. Enotno identifikacijo
avtorjev, kajti tudi avtorji imajo lahko enak priimek in ime, tudi enotno identifikacijo avtorjev zagotavlja sistem, ki se imenuje ORCID. Na ORCID-u je tudi možno ustvariti osebni profil in videti seznam publikacij posameznega avtorja. No, ostala akademska socialna mreža, ki jih je vredno omeniti, so ResearchGate in Akademija. Tudi na teh servisih oziroma spletnih portalih si raziskovalci lahko ustvarijo osebni profil, naložijo lahko svoje publikacije, da bi jih delili z drugimi raziskovalci in podobno kot na Facebooku lahko tudi komunicirajo in sodelujejo z drugimi raziskovalci. Vsaka od teh akademskih socialnih omrežij ima tudi nek svoj sistem točkovanja publikacij, citatov, tudi sodelovanje v skupnosti, koliko je kdo odgovoril na neka vprašanja in na ta način potem raziskovalce rangira. No, na koncu naj omenim še nekaj afer v akademskem publiciranju. Mogoče najbolj znana in najstarejša taka potegavščina je Sokalova potegavščina. Alan Sokal, profesor fizike, je namreč napisal nesmiseln članek s področja kulturne teorije in ga poslal v objavo v revijo Social Text, da bi na nek način preveril intelektualno strogost tako urednikov kot recenzentov. Članek je bil nato dejansko objavljen v tej reviji in sledila je seveda potem afera, ko se je razkrilo, kako in zakaj je ta članek nastal. Obstaja celo računalniški program za generiranje nesmiselnih računalniških člankov, to je ta servis Scigen, in dejansko je nekaj takih fake člankov, lažnih člankov, se je celo uspelo uvrstiti na razne konference, kjer očitno njihov sistem recenziranja in sprejemanja v objavo ni bil dovolj natančen in korekten. Čisto na koncu naj omenim še ugrabljene revije. Tu gre dejansko za tako rekoč kriminal na internetu. Hvala lepa.